simpatično pevko in radijsko in televizijsko voditeljico Ano Praznik pa smo se pogovarjali o njenem odnosu do okolja. Zaupala nam je tudi to, kako čisti svoj dom z ekološkimi čistili Nana. Ana, živijo. Živijo. Takele lepe kotičke imamo tule v Škofji Loki. In ker vem, da ti narava veliko pomeni, sem te povabila semle. Ti je všeč? Zelo, zelo mi je všeč. Škofjo Loko sicer sem svoje čase zelo pogosto obiskovala, ampak se mi zdi, da se je kar spremenila zdaj v zadnjih časih, ampak narava pa ostaja. Narava je pa fantastična tukaj. Nasploh se mi zdi, da bi morali malo več se vračati k naravi in malo bolj spoštovati. Ne? Ker hitro ugotovimo, da nam pol, če se ne obnašamo lepo do nje, nam vrne. Pol se pa čudimo, odkot zdaj to. Mi dve zdaj uživava tule ob Stori, pa se ti zdi, da ljudje dovolj čuvamo naravo? Če sem čisto iskrena, mislim, da ne. Da imamo kar en tak mačehovski odnos do nje, zaradi tega, ker ne vem, jo mogoče jemljemo za samoumevno ali kaj, ampak že vidim recimo pri samem ločevanju odpadkov smo zelo slabi. Potem pa, ko grem takole na sprehod v naravo, v gozd, mi z mojo družino zelo pogosto gremo in opazim, da je na trenutke zelo umazan. So not stvari, ki nikakor ne sodijo v naravo, v gozd. Med drugim tudi kakšni embalaže, kakšne piksne, kakšne plastike, ne, to mi je to, kar kotine mi grejo po koncu, ko to vidim, res. Tako da smo večkrat recimo s prijatelji, ko smo šli na sprehod, smo z namenom vzeli vrečko zraven in smo rekli, ok, zdaj pa gremo na sprehod, pa še eno čistilno akcijo bomo naredili in smo res nabrali vrečke in vrečke smeti. Se mi pa zdi, da ni samo to čuvanje narave. Čuvanje narave jaz dojemam tudi recimo z uporabo različnih izdelkov, ker konec koncev se vse to nekako vrne nazaj, a ne, skozi razne cevi. In tukaj se mi zdi tudi zelo pomembno, da uporabljamo take izdelke, ki ne škodujejo naravi. Da nimajo tistih smrtnih glav gor. Narisane. Grozno mi je to, res. Ana, kako pa ti skrbiš za to? Jaz, absolutno se mi zdi osnova to, da najprej ločuješ doma, da ločiš vse materiale v zabojnike, kamor spadajo. Absolutno. Potem pa zelo gledamo tudi na to, recimo, da nismo potratni ali ne vem, pri oblačilih. Ne? Jaz nisem tip človeka, ki bi kar non-stop v trgovino letela po nove stvari, za obleč, za obut, ne vem koga, ker se mi zdi, da s tem tudi uničujemo naravo in škodujemo. Jaz sem bolj zagovornica te trajnostne mode, a ne, večkrat je treba uporabiti in različno skombinirati, ne, tudi dobro pride. Plus seveda pri izdelkih, ki jih uporabljamo doma, tako v prehrani, kot tudi nasploh v ostalem gospodinjstvu, a ne, sploh recimo čistila so taka, pralni praški so taki. Jaz sem zelo dolgo iskala izdelke, ki bi bili primerni, ki bi zadostili temu, kar sem si jaz predstavljala, da mora biti, ne. Zelo dolgo sem jih iskala, tudi veliko sprobala, včasih sem bila zadovoljna, včasih nisem bila, včasih ne, mogoče pol cena odvrnila, ker konec koncev, ne, je tole treba plačati. Ampak se mi zdi, da če iščeš, če raziskuješ, če se izobražuješ, da potem na koncu tudi najdeš stvari, ki so zate dobre in tudi za naravo. In imaš dober občutek, a ne? Tako, da imaš dober občutek, ja, da res, da ne greš v svet s slabim občutkom, pa gledaš pol tam, ne vem, umazane reke, gozdove zasvinjane in tako. Ne vem, in to recimo probam naučiti tudi mojo Otjo. To se mi zdi, da bi bila dobra popotnica za življenje. Odlično.
Zasledila sem, da si navdušena nad ekološkimi čistili in praški Nana. S čim so te prepričali? Ja, sem pa res kar navdušena. Najprej sem bila navdušena zaradi tega, ker sem izvedela, da je to slovenski proizvod. Ker če se le da, podprem slovenske izdelke, slovenske umetnike, torej vse, kar je slovensko, je treba podpirati, a ne? Seveda. Potem pa, ko sem pravzaprav malo raziskovala to, sem ugotovila, da gre za biorazgradljiva vsebino, ki je noter, hkrati tudi embalaža je iz reciklirane embalaže narejena, kar je še en dodaten plus. Ni bilo testirano na živalih, kar je ekstra plus. Skratka, to so bile vse stvari, ki sem jih že prej tako iskala, pa jih nisem našla. Tukaj sem pa res zelo navdušena nad temi izdelki in moram reči, da sem navdušila vse moje prijateljice. In kaj ti je še všeč? Poglej, tule imamo paleto njih. Dišijo lepo, a ne? Zelo lepo dišijo. Prvo kot prvo zelo lepo izgledajo, ne? Dišijo tudi zelo, zelo lepo. Seveda, pol pa, ko greš pogledat tale certifikat Ecolabel, je tudi zagotovo nekaj, kar prepriča. Ker veš, ni vse ekološko, kar ti nekdo reče, da je ekološko. Moram imeti certifikat in zdaj slepo verjeti je tudi tako. V današnjih časih, a ne? Ja. Pogostokrat se zgodi, da tako kupiš mačka v žaklju. Tako pa res to je ena taka stvar, ko potrjuje, da je res zadeva ekološka. Najbolj mi je pa všeč to, da to deluje. Ko sem jaz to prvič probala, jaz sem bila, o moj bog, kako se moja kopalnica sveti. Res. Pa sem samo pošpricala, mar pustila in je bilo to. Ko sem jaz pol mojim prijateljicam začela razlagati, so me valjda takole poslušale z odprtimi očmi in napetimi ušesi. In moram reči, da so tudi one navdušene celo tako zelo, da sem zadnjič eni moji prijateljici za 30. rojstni dan podarila čistila. Se nekaj ne zdaj to narobe razumeti, ne? Ampak ker te imam rada, ker ti želim le najboljše, je bila ful vesela. Zelo vesela. Zelo, res. Lepo darilo. Ja, meni se tudi zdi, no. Kaj, če bi ti rekla, prid mi še spucat? Pa bi prišla, darilo za 30-ko. Ana, nekje sem pa videla, da poješ, ko čistiš, je to res? Ja, res. Dobro, čiščenje samo po sebi, zdaj ne vem, razen če ima kdo res neko ekstra veselje do tega, ne. Jaz pač seveda to je nujno zelo v vsakem gospodinjstvu in če je že nujno zelo, dajmo si ga malo popestriti, pa lušenega narediti, a ne. Tako da jaz zelo rada, zapojem zraven. Moja Otja tudi, kadar reče, joj, mami, dolg čas mi je, pa reče, pojdi malo spucat. In gre ona, vzame svojo krpo in gre pucat in si tudi poje zraven. Katero največkrat zapoješ? Kakšno vašo novo mogoče? A ti povem, katero? No, dej. Zato, ker moja 4 leta bo stara in je trenutno obsedena z gasilci. Ja, gasilsko. In pa gasilci smo in pogasimo. Gasite in pucate. Tako. Ana, učinkovito in ekološko bi lahko rekli, pa mogoče zaključiva tale najin klepet z ljubeznijo. Obe sva polni ljubezni, sva rekli. Ja, saj sva res, ja. Ko si že omenila ljubezen, obstaja ljubezen mehčalec od Nane in je fantastičen. Ne vem, če si že probala. Že. Meni to toliko diši. Meni to toliko diši. In cela kolekcija je tale fantastična tudi za oblačila. Moja Otja je bila precej občutljiva, veš, ko je bila majhna, še zdaj ima dosti občutljivo kožo, tako da res sem že prej izbirala, s čim perem oblačila. Zdaj tole je paterna. Ja, zelo je ustreza in moram reči, ne samo, da je res njej na kožo paše, tudi zelo diši. Tako da, ko kam prideš, da se kar ta ljubezen zvali za tabo. Kaj pa recimo rjuhe, posteljnina? Ja, tudi to diši po ljubezni. No, to odhod. Bova s tem kar zaključila. No, pa dejva. Med rjuhami, da končava. Med rjuhami. Hvala, res mi je bilo lepo klepetati s tabo. Tudi meni, Nataša, hvala. Čau.